Dobrodošli na moj YouTube kanal, moje ime je Nino Kolarevič, sem ustanovitelj in glavni urednik prvega slovenskega holističnega portala holist.eu. V današnjem videu bom spregovoril o situaciji pri nas glede COVID-19. SARI je angleška kratica za Severe Acute Respiratory Inflammation ali po slovensko hudo akutno respiratorno vnetje. Na tem grafu vidimo podatke z konca septembra, na tem pa začetka novembra. O primerjavi obeh objav je opazno, da se je močno zvišalo število obolelih, hkrati pa tudi število bolnikov, ki naj bi bili okuženi s koronavirusom. Število bolnikov, ki pa so bili na test za COVID negativni, pa je ostalo približno pri enakih vrednostih. To bi lahko pomenilo, da se je mnogo več ljudi okužilo s korono in posledično je bistveno več obolelih. Po drugi strani, da smo zajadrili drugo polovico jeseni, ko smo bolj dovzetni za prehlad, nahod, kašelj, vnetje grla. Nekaterim pa se stanje lahko poslabša in pride do bronhitisa ali pa celo do pljučnice. In ker se zdi, da so pri nas prišli na spremenjene teste za COVID, je zdaj mnogo več ljudi okuženih. V povprečju je kar 30% testiranih pozitivnih, česar v spomladanskem času tako imenovanega izbruha COVID-a ni bilo opaziti. Torej nekaj ima opraviti s temi PCR testi. Posledica teh testiranj je bilo uvedba strožjih ukrepov za preprečevanje tako imenovanih okužb, kar se je spremenilo skoraj popolno zaporo življenja, tako imenovani lockdown. In zdaj naj bi imeli največjo smrtnost od COVID-a na svetu glede na število prebivalcev. Vlada obtožuje svoje ljudstvo, da so oni krivi za to, ker pač ni disciplinirano in ker so očitno martinovali kljub prepovedi. Skratka, neumni plebs se ne meni za opozorila znanstvenikov. Samo znanost skupaj z državnim aparatom nas lahko reši pred COVID-om. In ker nismo dovolj ubogljivi, so morali uvesti tako imenovani lockdown. Geslo: sledite stroki. Seveda je to čista demagogija, ki naj bi bila podprta znanostjo. In kaj v resnici znanost pravi o lockdownu? Številne študije so dokazale, da noben lockdown ne prepreči širjenja katerikoli nalezljive bolezni. Prav tako tudi nošnja mask na prostem ne. Glede lockdowna in nošenja mask, kot je razvidno, je bila situacija na Švedskem dosti boljša kot v Izraelu. Tudi na tem slajdu so ostale države odnesle dosti slabše. Argument: če bi ti lockdowni v resnici spremenili potek pandemije, bi število primerov koronavirusa očitno moralo padati, kadarkoli in kjerkoli se je uvedel. Učinek bi moral biti očiten, čeprav s časovnim zamikom. Potreben je čas, da se uradno preštejo nove okužbe s koronavirusom, zato bi pričakovali, da bodo številke strmoglavile takoj, ko se bo to obdobje končalo. Toda kako dolgo? Nove okužbe naj bi pričele padati že prvi dan. Upad pa bi opazili po približno 10 ali 11 dnevih od začetka lockdowna. Do 6. dne naj bi število ljudi s prvimi simptomi okužbe strmo padlo. 6 dni je namreč povprečni čas, da se simptomi pojavijo. Do 9. ali 10. dne bi se veliko manj ljudi odpravilo k zdravniku zaradi slabšega zdravstvenega stanja. Če bi bili testi za COVID-19 upravljeni takoj, bi pričakovali, da bo število pozitivnih upadlo 10. ali 11. dan. Tu imamo primer: Avstrija. Očitno je bila uvedba mask v času, ko je število primerov pričelo strmo upadati, vendar jeseni to ni preprečilo ponoven izbruh. V Belgiji so nošenje mask uvedli v času, ko je bilo najmanj primerov okužb. Po uvedbi pa so se začele kopičiti. Podobna situacija je tudi v Španiji, Franciji ter tudi v Italiji.
Tu sta še dve primerjavi s Švedsko. Tam pač nimajo lockdowna in tudi ne nosijo mask. Evidentno je, da ne glede, ali moramo nositi maske ali ne, so se v poletnem obdobju okužbe umirile, kar je povsem normalno. Pa še en graf, kako so se odrezale skandinavske države, kjer niso morali nositi mask. Na Danskem so se maske pogojno nosile, to moram povedati, in to v primerjavi z ostalimi evropskimi državami. Če sklepamo na podlagi dokazov, odgovor jasen. Lockdown ima zelo malo učinka na širjenje koronavirusa in torej ni znanstveno utemeljen. Tu imamo graf okužb pri nas. Rumena črta označuje začetek restrikcij, kot je to obvezna nošnja mask in zapiranje gostinskih lokalov. Rdeča pa označuje popolni lockdown. Tudi v tem našem primeru ti ukrepi niso dosegli ničesar. Seveda bodo odgovorni čez nekaj časa, ko se bo število okužb in hkrati tudi število umrlih zaradi covida pričelo zmanjševati po naravni poti, zatrjevali, da je to rezultat njihovih ukrepov. Tako kot v primeru spomladanskega lockdowna. Čisti nesmisel. V prejšnjem videu sem govoril o tem, da je kanadski znanstvenik Denis Rancourt vzel pod drobnogled vse dvojno slepe študije s kontrolno skupino glede učinkovitosti nošenja mask in nedvomno dokazal, da maske ne preprečijo okužb. Ravnokar pa je bila objavljena velika danska študija, in sicer v reviji Annals of Internal Medicine, ki je pokazala, da nošenje mask nima nobenega vpliva na možnost okužbe. New England Journal of Medicine, The Lancet in JAMA oziroma Journal of American Medical Association te študije niso hoteli objaviti. Zakaj? Mogoče zaradi tega, ker njeni rezultati niso v skladu s tistim, v kar nas prepričujejo ti tako imenovani strokovnjaki povezani z aktualno politiko. V obeh primerih imamo opravka s pravo znanostjo in ne kvazi znanostjo, ki jo pri nas predstavljata predvsem dr. Beovičeva in dr. Ihan. In še to. Večina največjih strokovnjakov z tega področja na svetu se ne strinja s temi ukrepi. Toda njihov glas se v medijih ne sliši. Še enkrat vas pozivam, da podpišete spletno Red Barrington peticijo. Zdaj je podpisalo preko 12,000 znanstvenikov z področja medicine, več kot 35,000 zdravnikov in skoraj 640,000 običajnih ljudi. Med podpisniki in ustanovitelji so tudi Nobelovci. Povezava na to peticijo je navedena spodaj. Očitno pri nas teh znanstvenih dokazov nihče noče priznati. Evidentno je tudi, da so vladni ukrepi usmerjeni predvsem proti mladi populaciji. Če so vsi lokali in restauracije zaprti, isto velja za kino, dvorane, gledališča, športne prireditve in tako dalje, potem je uvedba policijske ure nesmiselna. Edini razlog, ki ga vidim, je, da so hoteli preprečiti mladini, da bi žurirali. Seveda oni to lahko še vedno počnejo, da prespali bodo na kraju dogodka, namesto da bi šli domov spat. Potem je tu še ukrep proti druženju ljudi, kar v bistvu pomeni, da če se mlad parček dobi na randiju, s tem krši ta zakon. Mladi so prav tako prikrajšani za delo, saj mnogi delajo prav v gostinstvu in turizmu. Obe panogi pa sta povsem zamrli. Mladina ima torej še dodatne finančne probleme zaradi nesmiselnih ukrepov vlade. Vsi ti tako imenovani strokovnjaki s področja virologije, epidemiologije in infektologije nočejo priznati uspešnosti švedskega modela. Imam tudi občutek, kot da si močno želijo, da bi na Švedskem umrlo veliko ljudi. Saj bi samo v tem primeru lahko rekli, mi smo imeli prav in ne oni. Iz zgodovine epidemije je znano, da v resni epidemiji govorimo le takrat, ko statistično bistveno več ljudi umre, se mortaliteta torej bistveno zviša. Pri nas je do konca avgusta umrlo manj ljudi kot v prejšnjem letu. V času prvega izbruha covida je pri nas
intenziteta bila manjša, torej je bil lockdown povsem nesmislen. Vendar, poleg gospodarskih je lockdown imel še dosti hujše posledice. Ostarelo populacijo so preplašili, kar jim zviša stresne hormone. Ti preprečujejo regeneracijo telesa in poslabšajo imunski sistem. Ker se niso upali, ali pa jim bilo to preprečeno, recimo domovi za ostarele, iti na sprehod, se niso naužili vsaj malo spomladanskih, pa tudi poletnih sončnih žarkov. To je naravni vir vitamina D. Ta generacija, ki nam je podarila življenje, je bila in je še vedno postavljena na stranski tir v temačen kot. Nimajo stikov s svojimi najbližnjimi. In ti ljudje zdaj umirajo zaradi socialne zapostavljenosti. Primer. V Angliji je 73-letna hči, ki je po stroki kvalificirana medicinska sestra, iz doma za ostarele hotela svojo 97-letno dementno mati odpeljati domov, da bi ona skrbela zanjo, saj se je stanje v zadnjih mesecih poslabševalo. Toda tega niso dovolili. Čeprav je hotela v domu brezplačno delati, samo da bi lahko skrbela za svojo mamo. Tam namreč nimajo zdravniške oskrbe. Tudi tega niso hoteli sprejeti. Nato se odločila, da mati odpelje domov. Toda, prišla je policija in je vklenjeno odpeljala v pripor pod obtožbo fizičnega napada. Pač te ostarele generacije s temi prepovedmi delamo samo medvedjo uslugo. Kot je ameriški znanstvenik Scott Adams ugotovil, je v prvem valu Amerike izgubila 2-krat več let življenja kot pod COVID-a. Zakaj? Ni preventivnih pregledov, mnogo operacij je bilo odpovedanih, diagnosticiranje, recimo za rak, zdravljenje raka in bolnikov, povečano število samomorov, alkoholizem, droge, povečano nasilje v družini in tako dalje. Naj se povrne na mortaliteto. Iz teh grafov je razvidno, da je v tem letu Slovenija med temi državami imela najmanjšo preseženo povprečno smrtnost, podobno Švedski spomladi ali pa Portugalski. In kar 4-krat manjšo, kot je ta bila v Španiji konec pomladi. Podatke z EUMOMO kažejo, da je bila najvišja v 44. in 45. tednu, torej od 2. do 15. novembra. Zdaj, ko naj bi imeli največ COVID žrtev, pa se smrtnost znižuje. Vrača se v normalno. Zakaj teh podatkov NIJZ ne objavlja? Pa še to, povprečna starost umrlih v tem tako imenovanem drugem valu je bila 85 let, kar je približno za leto in pol več kot v prvem valu. Ko sem hotel izvedeti, kakšno metodo zdravljenja se uporablja pri nas, teh podatkov nisem mogel najti, razen izjave NIJZ, da pri nas zdravimo po mednarodnih standardih. Kaj naj bi to točno bilo, vsekakor ni jasno. Na srečo so v Ameriki ti podatki znani in se jih tudi zbira. Obstajajo različni protokoli, ne obstajajo enotni načini zdravljenja. Tega se treba zavedati. Vendar nekako izbor tega je tako. Verjetno ste vsi slišali za Remdesivir, ki naj bi pomagal COVID bolnikom. V resnici je bilo narejenih nekaj raziskav in obstaja možnost, da z imanjem tega zdravila bolniki nekoliko hitreje okrevajo. Vendar to še ni čisto znanstveno dokazano. In to zdravilo se pri nas uporablja. Me pa čudi, da se, kajti to zdravilo je bilo razvito za ebolo. Vendar so ga zaradi neučinkovitosti in hudih stranskih učinkov umaknili iz prodaje. Zdaj pa se uporablja za zdravljenje COVID-a. Od zdravil, ki se jih skoraj povsod po svetu uporablja za zdravljenje te bolezni, je edino dexametazon, to je vrsta kortikosteroida, pokazal uspešnost. Ima pa to zdravilo stranske učinke, kot je na primer zmanjšana telesna odpornost. Transfuzija s krvno plazmo oseb, ki so COVID-19 že preboleli in so zato njihovi krvi prisotna protitelesca na SARS-CoV-2, se je v raziskavi manjšega obsega pokazala za potencialno učinkovito terapijo za bolnike s hudim potekom obolenja.
vendar so tudi ti dokazi preskromni, da bi dali konkreten zaključek. O tem, kako se z nepravilnim doziranjem opravi raziskava učinkovitosti hidroksiklorokina, sem že poročal. To zdravilo, če se uporablja prava doza, se je izkazalo za dokaj uspešno. V večji belgijski študiji se je pokazalo, da se je smrtnost znižala za 30%. Zadnje raziskave pa so pokazale učinkovito zdravljenje z hidroksiklorokinom skupaj s cinkom. Vemo pa, da je dodatno zdravljenje z vitaminom D v obliki holekalciferola izredno uspešno. Teh spodbudnih novic ne boste našli na spletni strani WHO-ja. Kot sem že dejal, nisem mogel najti podatka, kako pri nas zdravijo COVID bolnike, mislim pa, da se hidroksiklorokin, cink in D-vitamin ne uporabljajo. In zakaj ne, če obstajajo dokazi o uspešnosti? Torej ta raziskava španska glede D-vitamina boste našli spodaj na povezavi. Po mnenju mnogih uglednih zdravnikov je bila v primeru COVID-a največja napaka, da so to bolezen imeli kot povsem novo. Namesto tega bi jo morali zdraviti kot vsako drugo atipično pljučnico, kar v bistvu tudi je. Dr. Han seveda temu nasprotuje in trdi, da je to neka povsem druga bolezen. Me pa zanima, na osnovi česa to trdi. Mogoče na povsem kompromitiranem PCR testu, ki je nastal na prevari profesora Drostena. Do zdaj še nobena raziskava ni nedvomno znanstveno dokazala obstoj novega virusa, vključno s prvimi kitajskimi raziskavami. Če virus ni bil izoliran, potem ne more biti znanstveno potrjen. Da zaključim. Pod vplivom Drostena je tudi Nemčija uvedla skoraj popolno zaporo življenja pri njih. Večina evropskih držav počne enako. Evidentno je, da je Evropska unija pri COVID krizi zelo enotna. Razen Švedske, ki pa se po mojem ne bo mogla še dolgo upirati pritisku drugih članic. Medtem, ko je Evropska unija pri vladavini prava dosti bolj šibka. Evidentno je tudi, da so zadnji ukrepi, pa ne samo pri nas, usmerjeni predvsem proti mlajši populaciji. Verjetno predvsem zaradi tega, da oblast preprečuje upravičene proteste. Vedeti moramo, da nobena politična oblast in noben član protikoronskih zdravstvenih štabov, vključno z WHO, ne bodo nikdar priznali, da so se vsi skupaj motili, da so s tem sodelovali pri zaroti, ki je nastala nekih izven demokratičnih inštitucij. Glavno gonilo te panike pa je že prej omenjeni profesor Drosten s svojim izmišljenim testom na koronavirus in angleški znanstvenik Neil Ferguson z Imperial College, ki je spomladi napovedal kataklizmo. Samo na Švedskem naj bi do julija za COVID umrlo 100.000 ljudi, ker niso imeli lockdown, v resnici jih je umrlo skoraj 4.000. In še za konec. Uporaba katerihkoli testov na neko bolezen je smotrna le takrat, ko imamo opravka z obolelo osebo. Zakaj si odgovorni hočejo testirati čim več populacije? To nima podlage v znanosti. Praktično nemogoče, da znanstveniki, govorimo tisti, ki usmerjajo to politiko, ne bi vedeli, da so PCR testi povsem nezanesljivi in da nimamo opravka s pandemijo novega koronavirusa. Kaj je v resnici v ozadju te zgodbe? Najverjetneje tiči razlog v denarju, pa tudi v domišljavosti teh strokovnjakov, pa še v tem, da se v bistvu na tej epidemiji gradijo kariere. Kot ste lahko opazili, doprej neopazna zdravnica dr. Beović, ki je postala sinonim slovenskega protikoronskega boja pri nas, je postala glavna kandidatka za predsedništvo Zdravniške zbornice Slovenije. To pove kar dosti. Mediji pa pravijo, da na račun te krize ona služi tudi kot samostojna podjetnica. Hvala in do naslednjič.